Stanje na področju visokega šolstva v Sloveniji vzbuja skrb. Bolonjska reforma in zmanjševanje generacij sta bila premalo izkoriščena za prehod od množičnega k resnično kakovostnemu in individualiziranemu študiju. Reforma je bila premalo prilagojena potrebam študentov in njihovih bodočih delodajalcev. Prav tako je premalo zagotovila odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodni prostor. Slovenskim diplomantom pogosto manjka praktičnih znanj in sposobnosti za gladek prehod iz študijskega v delovno okolje. Visokošolskim institucijam manjkajo sistematične informacije s strani delodajalcev, ne samo o zaposljivosti njihovih diplomantov, ampak tudi o njihovih rezultatih na delovnem mestu. Opozarjamo na odločno prenizko stopnjo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva. Tako je na primer vključevanje mednarodno uveljavljenih tujih profesorjev v pedagoški in raziskovalni proces na veliki večini slovenskih visokošolskih institucij bolj izjema kot pravilo, še celo na doktorski ravni študija. Za prevlado množičnosti nad kakovostjo je po eni strani kriva politika glavarin, ki namesto kakovosti nagrajuje masovnost, po drugi strani pa premalo sistematičen in premalo objektiven sistem evalvacij. Potem, ko se je Svet za visoko šolstvo ravno uspel uveljaviti kot neodvisen regulatorni organ na področju visokega šolstva, ga je sedanja oblast nepremišljeno razvrednotila in prenesla njegove pristojnosti na novo tako imenovano Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu. Glavna posledica tega je, da so tako procesi akreditacij kot evalvacij obstali, da je sistem povsem ohromljen in da se zato tudi visoko šolstvo ne more prilagajati novim izzivom, ki so pred njim, in seveda je razumljivo, da v vezi s tem tudi narašča pravična nejevolja na visokošolskih institucijah. Golobičevo ministrstvo je nadalje brez vsake zakonske podlage spremenilo sistem sofinanciranja doktorskega študija, tako da odkrito diskriminira študij, ki poteka izven univerz, tako da študenti zunaj univerz, tako rekoč, na tem študiju ne morejo več računati na sofinanciranje po novi shemi. Še bolj kot obstoječi problemi pa nas morajo skrbeti načrti ministrstva. Golobičevo ministrstvo namreč načrtuje na podlagi tako imenovane binarnosti uvedbo praktične segregacije med visokošolskimi institucijami, študenti, diplomanti in visokošolskimi učitelji, uvesti namerava sistem, ki bo še bolj oddaljil univerzitetno sfero od potreb gospodarstva. Tiste fakultete, ki poskušajo združevati vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo s praktično uporabnostjo in vezmi z gospodarstvom, bodo morale po novem, če bo minister načrt uresničen, se temu odreči ali pa bo minister v nekaj letih preprosto odpravil. Vlaganje javnih sredstev v znanstveno-raziskovalno dejavnost v Sloveniji je še vedno nezadostno, kajti Slovenija v zadnjih letih ne zmanjšuje zaostanka za razvitim jedrom Evropske unije. Slovenski raziskovalci v javnem sektorju so premalo motivirani za sodelovanje z gospodarstvom, pa tudi gospodarske družbe so precej zadržane, ko gre za sistematično in tesnejše sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami. Drug problem vidimo v pretirani centralizaciji financiranja, kajti pomembna gospodarska središča, kot so Novo mesto, Koper, Nova Gorica, Kranj, Celje, kljub svoji gospodarski moči
praktično nimajo dostopa do javnih raziskovalnih sredstev, saj se praktično celoten denar koncentrira v Ljubljani in v neki manjši meri deloma še v Mariboru. In tretja sistemska ovira, ki jo vidimo pri raziskovalnem delu, je v pomanjkanju meritokratskih kriterijev v razdeljevanju sredstev, kajti javna sredstva niso ustrezno sorazmerna temu, kolikšni so dejansko objektivno izmerjeni rezultati dosežki posameznih raziskovalcev. Spremembe sistema so zato vsekakor nujno potrebne, vendar pa nikakor ne v smeri, kot jo zagovarja sedanja oblast.